Jure Galičič, idejni vodja in avtor projekta Večer filmske glasbe, si pred 10 leti, ko je v Medvoški kulturni dvorani organiziral prvi večer s filmsko glasbo in projekcijo izsekov iz filmov, ni mislil, da bo dogodek postal tako uspešen in odmeven. V sodelovanju z Medvoško godbo in številnimi glasbenimi gosti pa je postal stalnica Medvoške občine. V nedeljo so pripravili že 10. večer filmske glasbe. Zanimivo, da tokrat z manj pripravami kot običajno, a z razlogom. Gost večera je namreč bil orkester Slovenske policije, ki ima že precej širok repertoar filmske glasbe. Seveda večer tudi tokrat ni minil brez stalnih udeležencev godbe Medvode. Pisalo se je leta 2008 in Jure Galičič, takrat še nadobudni novinar naše lokalne televizije, si je začel uresničevati sanje, združiti ljubezen do filmov in do glasbe. Organizacija večera filmske glasbe ni bila majhen zalogaj, saj niso potrebne zgolj organizacijske sposobnosti, temveč je moral poiskati zainteresirane za nastop, izbrati glasbo, ki jo bodo ti sposobni izvesti in je primerna za njihov način igranja, navsezadnje pridobiti notne zapise za izbrano glasbo in kot piko na i z natančno montažo narediti dinamične in smiselne izseke iz filmov, ki gledalce ob izbrani glasbi popeljejo v svet filmske domišljije. Da bo čez 10 let potekal že jubilejni 10. večer filmske glasbe, pa si Jure Galičič takrat ni predstavljal. Ko sem začel s temi večeri v Kulturnem domu Medvode pred 10 leti, sem si želel seveda, da napredujejo, da ne bomo delali samo enega, ampak da bomo iz leta v leto napredovali, ampak da bomo pa uspeli preterati do 10. večera, si pa takrat nisem mislil. Stalnica večerov filmske glasbe je godba Medvode, sprva pod taktirko Silva Dolinška, sedaj pa z Damirjem Pfeifferjem na čelu. Godba Medvode, moram reči, da ni nikoli bila nič drugega kot moja prva izbira za vsak večer filmske glasbe. Od začetka, torej izpred 10 let in tudi za današnji večer. Zdi se mi prav, da lokalna godba tudi s tem dogodkom raste, tudi zaradi tega dogodka morda dobi kakšnega novega člana, ki se potem veseli te glasbe, kajti moramo vseeno priznati, filmska glasba, sploh ob spremljavi videa, je zanimiva ne samo za tiste, ki igrajo, ampak tudi za gledalce. In če gre to z roko v roki, potem dogodek in tudi godba raste. In moram reči, da je godba Medvode tudi s tem, zaradi tega ali pa s tem rasla v teh 10 letih in zagotovo bo tako tudi v prihodnje. Me veseli, da je to že 10., da je taka tradicija tega, radi se udeležimo tega. Priprave so bile precej kratke, kar je od novega leta do sedaj. Je pa res, da tudi nismo imeli takega deleža kot ponavadi, tako da je bilo nam to olajšano, kar se našega dela tiče, in je policijski orkester prevzel večino vremena na svoje rame. Tokrat so izbrali glasbo iz bolj priljubljenih ameriških filmov. Prvenstveno se za izbor uskladiva z Juretom, ki ima nek širši vpogled v celotno zadevo, kar se tiče celotne prireditve in tudi podlage projekcije in tako naprej. Tako da pogledamo, kaj bi bilo primerno, potem seveda pregledamo razne arhive, kaj je dosegljivo in seveda tudi, kaj mi zmoremo v danem trenutku, tudi glede zasedbe in tako naprej. Tako da je teh dejavnikov malo več. Filmsko glasbo je za orkestre zelo primerna, jo radi igramo, ljudje tudi radi poslušajo, zato jo mi tudi na druge koncerte uvrščamo, vedno je kakšna iz filmskega sveta. Tako da seveda je užitek, predvsem pa je užitek se tudi usesti in prisluhniti tako dobremu orkestru, kot je policijski. Vsak večer filmske glasbe pa ni imel samo godbe, temveč je bilo zraven vedno tudi petje. Sodelovali so pevski zbori, pa rock ansambli in solisti. Tokrat Štefica Stepančevič, Stefi. Mislim, da se res ni nikoli zgodilo, da ne bi vsaj kakšnega komada nekdo zapel ali pa bil vsaj zraven s petjem.
Zdi se mi enostavno, da to je tisto, kar da tisto dodatno piko na i, že sicer dobremu programu, vseeno kakšen vokalist, kakšen duet. Vem, da smo imeli recimo na 5. večeru filmske glasbe zelo veliko tega, bi lahko rekli, najbolj pevski večer, ampak zdi se mi, da je vsako leto vsaj kakšen zbor ali pa kakšen solist mora biti in bomo delali na tem tudi v prihodnje. Čeprav je prav vsak večer filmske glasbe ponudil svoje presežke, pa je šel Jure Galičič za 10. obletnico še nekoliko dlje. Uspel preskočiti vse birokratske ovire in pripeljal svoj najljubši orkester v Medvode. Lahko rečem, da sem mogoče začel sanjati o tem, da bi enkrat pripeljal na večer filmske glasbe policijski orkester nekaj let po organizaciji prvega. Ampak sem si pol vedno rekel, glede na to, da sem imel namen peljati, potem po parih letih sem se odločil, da bom to iz leta v leto delal, sem rekel, da jim jih vsem prišparati za 10. obletnico. In ko je že kazalo, da mi jih ne bo uspelo dobiti, so se stvari nekako poklopile, ne vem, komu se je treba to zahvaliti, ampak vsekakor veliko stvari se je poklopilo, da lahko danes koncert v taki meri bil izpeljan. Generalna policijska uprava, ki je dovolila nastop orkestru, in pa tudi občina Medvode, ki je s podporo temu dogodku za četrtinko zamižala na eno oko. In vesel sem in ponosen na to, da smo dobili v Medvode na tak dogodek policijski orkester. Orkester slovenske policije se z glasbo ukvarja profesionalno, zato je primerjava z ljubiteljskimi orkestri pravzaprav neprimerna, ker imajo prednost, torej finančno zaledje, čas, strokovno zaledje in ostale zmožnosti, je njihov izbor filmske glasbe lahko skorajda poljuben. Tokrat so se odločili, da bodo poudarili tradicijo slovenske glasbe. Včasih smo sodelovali na takšnih jutrih, namreč imeli smo prav program, enourni program za šolsko mladino, glasba iz filmov. In danes smo en del tega ponovili, en del smo pa dodali novih, predvsem smo pa skušali ohranjati tradicijo slovenske glasbe, predvsem glasbo Marjana Kozine, glasbo Bojana Adamiča, ki nekako je pretežka za lokalne godbe, da bi jo igrali, oziroma se bi morali bolj potruditi, kot se potrudijo. In zato to je ostalo nam. In mislim, da je prav, da na takšnem večeru predstavimo glasbo, ki v bistvu odhaja od nas v pozabo. Tomaž Kmetič je sicer po koncu koncerta povedal, da je bil to eden bolj napornih dogodkov zanje, saj običajno igrajo na krajših koncertih. Tokrat je bil program res malo daljši, saj smo za konec hoteli uvrstiti še glasbo Charlieja Chaplina, ki je tudi zelo zanimiva in jo verjetno današnja mladina ne spremlja več s takšno pozornostjo, kot so jo spremljali nekdaj. Je pa glasba odlična. Sam Charlie Chaplin je bil izjemen violinist, tudi pianist in seveda kompozitor. On je skladal skladbe in te viže njegove melodije so nepozabno kvalitetne, lahko bi ga skoraj primerjali z Verdijem. Samo izvedbo koncerta pa je bil dirigent orkestra slovenske policije zelo zadovoljen. Koncert je bil izjemno kvalitetno pripravljen, tako da je tudi temu bil primeren rezultat. Potrudili smo se tako mi, kot naše vodstvo, kot tehnika, kot Jure Galičič, ki je zmontiral vse skupaj. Še posebej smo se pa potrudili, ker je oče Jureta Galičiča, Boris Galičič, nekoč igral pri nas v orkestru in smo ga imeli zelo radi. Ne glede na to, da ga Jure Galičič na koncertu posebej ni omenil, pa je ta večer zagotovo bil v mislih vseh, ki so ga poznali in imeli radi. Glede na to, koliko filmov je vsako leto narejenih in glede na bogato zgodovino, ki jo ima glasba v filmu, pa se za ideje, kaj bi zaigrali na prihodnjih večerih filmske glasbe, ni bati. Jure Galičič ima kar nekaj želja, čeprav prav vse zaradi različnih vzrokov niso izvedljive. No, takih skladb oziroma takih glasb iz filmov je kar nekaj. Kot ste dejali, ja, težko je dobiti bodisi note, ker so predrage in bi jih bilo treba naročiti in dobiti, ali pa jih do zdaj tudi kakšen izvajalec ni bil zmožen zaigrati oziroma je bil zmožen zaigrati tak aranžma, ki pa nekako ni tisto, kar želimo slišati. Tako da veliko je pa tudi glasbe, ki, ne bom rekel, da ne paše pihalnim orkestrom, ampak ni njihova najboljša lega. Torej, nekako mogoče, danes so me že vprašali, kaj boš pa zdaj, kaj boš pa naprej. Mogoče bomo šli še v kakšno sodelovanje s simfoničnim orkestrom, kajti tam se bo odprl kar naenkrat še en nov svet, nove partiture, ki
z pihalnim orkestrom ne zvenijo tako super, s simfoničnim bodo pa recimo zvenele bolje. Tudi tokratni večer filmske glasbe je snemala naša televizija in si ga boste seveda lahko ogledali tako na malih ekranih kot na YouTube kanalu Novic med vodami.